Danes je 39. dan vojne v Iranu. Do zdaj sem o tej temi izrekel že več kot 100.000 besed. Kljub temu še nismo podrobno razpravljali o nobenih militantnih napadih strani nedržavnih akterjev. V Iranu nobena militantna skupina ni odprla gverilsko fronto v vojni. Kolikor vemo, nobena militantna skupina ni napadla vlade. Nekaj podobnega se dogaja tudi zunaj Irana, čemur se bomo danes posvetili. Nobena militantna skupina ni napadla Združenih držav Amerike. Največ, kar smo opazili, je nekaj incidentov osamljenih napadalcev, pogosto s šibkimi povezavami z Iranom. Ti so zaskrbljujoči, ja, vendar niso na isti ravni kot nekaj, kar bi organizirala mreža z več celicami. V Iraku je bila šiitska skupina, ki je ugrabila ameriško novinarko po imenu Shelley Kittleson, vendar se to zdi nepovezano s procesom in je posledično prejelo razmeroma malo medijske pozornosti. Pravzaprav so najbližje resničnemu dejanju militantne skupine naslednje stvari. Izrael, ki odpira fronto proti Hezbolahu, jemenski Hutiji, ki skušajo svetu pokazati, da še vedno obstajajo, in morebitna nova skupina, ki napada različne evropske države. Zadeva s Hezbolahom pravzaprav ne šteje, ker je bila že v teku ob začetku iranske vojne. Zadeva s Hutiji je potrebovala nekaj časa, da se je pojavila in je bila precej umirjena. In Evropa je pač Evropa, kar naredi situacijo še toliko bolj nenavadno, glede na to, da se celina poskuša izogniti vojni. Ob jezi na vseh straneh enačbe je morda nekoliko presenetljivo, da na Trumpovi strani Atlantika ni bilo česa bolj resnega. Da zdi se, da arabske vlade se jim ne mudi, da bi končale vojno. In težko je oceniti javno mnenje v tej državah, vendar je v regiji veliko navadnih državljanov, ki so jezni na Združene države in Izrael. Poleg tega ni potrebna večina, da povzroči težave, temveč le nekaj zelo motiviranih posameznikov. V tem smislu se morda spomnite, kako imajo militantne skupine izprijen poslovni model. Izvajanje napadov prinaša večjo podporo njihovi organizaciji, tako v smislu denarja kot tudi kadra. Včasih ta podpora prihaja s strani vlad, na primer iranske vlade, ki je razvila celoten os odpora. In tako bi lahko ob porastu latentnega povpraševanja po podpori na pol formaliziranemu odporu pričakovali tudi ustrezen porast na pol formaliziranega odpora. Ampak večinoma je tam zunaj popolna tišina. Torej, danes poskusimo razvozlati to uganko, medtem ko se lotimo dela, da preženemo to tišino. Začeli bomo s tem, kaj so Hutiji počeli ali pa niso počeli, ker je tam odgovor bolj jasen. Na to bomo prišli na bolj nenavaden primer tega, kar se dogaja v Evropi. Na to bomo obravnavali nenavadno politično situacijo, v kateri so se znašle Združene države Amerike. In na koncu bomo ugibali, kaj si Iran morda misli o vsem tem. Ampak pojdimo k Hutijem. Pred manj kot letom dni so Združene države bombardirale to skupino kot povračilo za njihove napade na ladijski promet v Rdečem morju. No, Hutiji so spet pri tem. Izstreljujejo rakete na Izrael in grozijo, da bodo zaprli ožino. Ne tiste. Zakaj nam je moral oblikovalec igre dati dve ključni ozki točki tako blizu skupaj na tem zemljevidu? Čeprav so trenutna dejanja Hutijev odziv na izraelske napade na Hezbolah, je bila prejšnja zapora ožine Bab el-Mandab odziv na vojno v Gazi. In Hutiji so si res utrdili sloves kot posledico te kampanje. Tukaj bi običajno navedel nekaj številk, da podkrepim to trditev. Nažalost, Hutiji ne objavljajo številko novačenju ali zbiranju sredstev, zato se bomo morali zanesti le na občutek glede tega. Če preskočimo v sedanjost, je razlog, da so Hutiji tako dolgo čakali, preden so karkoli naredili, in še vedno niso naredili veliko, ta, da nimajo več dostopa do svojega glavnega pokrovitelja. Vzdržali so 2 meseca operacije Rough Rider, ker so lahko prejemali oskrbo iz Irana. Danes pa Iran ni v položaju, da bi lahko ponudil enako podporo. Vlada ima polne roke dela z Združenimi državami. Nujno za Hutije je trenutno, da varčujejo z municijo, da bi odvračali Združene države ali Izrael pred preveč drznimi dejanji. Izstrelki, usmerjeni proti Izraelu, so znova postavili Hutije v ospredje. To je zdaj dober primer. A bilo bi presenetljivo, če bi se tam zgodilo še kaj več. Ampak, to bi imelo velike posledice. Ob zaprtju Hormuške ožine, Saudska Arabija delno preusmerja nafto po cevovodih proti zahodu, da jo izvaža iz Rdečega morja.
Če bi bil zaprt tudi preliv Bab el Mandeb, bi morala saudska nafta potovati skozi Sueški prekop in nato okoli vse Afrike, da bi karkoli dostavila v Azijo. Pravzaprav ta razprava delno odgovarja na uganko, ki jo preostanek tega videa raziskuje. Morda drži, da je vojna povečala javno podporo militantnim skupinam za ukrepanje. Toda če je ta porast več kot izničen z izgubo zanesljive podpore iz Irana, je preostanek zgodbe zgolj akademsko vprašanje. ZDA in Izrael pa sta dosegla enega glavnih ciljev tega konflikta. Druga plat pa je, da je prišlo do nekoliko resnejšega gibanja, vendar je bila skupina dejavna le v Evropi. To zgodbo je bilo lahko spregledati, če živite v Združenih državah in ima pomembne posledice za tiste na drugi strani Atlantika. Zato si vzemimo trenutek in si oglejmo celino. 9. marca je bila to sinagoga v Lieže v Belgiji. 13. marca je bila to še ena sinagoga v Rotterdamu na Nizozemskem. 16. marca je bila v Amsterdamu razstreljena improvizirana eksplozivna naprava, očitno usmerjena proti BNY Mellonu. 23. marca so bila tarča reševalna vozila, ki jih v Londonu v Angliji upravljajo judovski prostovoljci. 24. marca je bil v Antwerpnu v Belgiji zažgan avtomobil. 28. marca je bil v Parizu v Franciji preprečen napad na poslovalnico Bank of America. Kdo stoji za temi napadi? Verjetno je Shab al-Jamin, ki je bodisi prevzel odgovornost za vsak od teh napadov, ali pa ga sumijo, da stoji za njimi. Skupina se je v bistvu marca pojavila od nikoder, očitno z namenom pritegniti pozornost javnosti v napetem trenutku. Nihče ni zares prepričan, kdo stoji za to organizacijo. Tako izraelski kot evropski. Uradniki so izrazili prepričanje, da bi lahko šlo zgolj za Iran, ki poskuša spremeniti svojo podobo z možnostjo verodostojnega zanikanja. Poleg tega, da skupina nasplošno obstaja, sta tukaj dve pomembni točki, ki jo je treba izpostaviti. Prvič, Evropa ni storila veliko kot odziv, razen izvajanja policijskih ukrepov. V modelu, ki napade obravnava kot zbiranje sredstev, to ni dobra strategija. Kompromis, ki ga mora skupina sprejeti, je, da napadi služijo kot reklama, vendar imajo slabost, da izzovejo odziv tarče, kar lahko skupino na koncu postavi v slabši položaj. Če pa lahko napadete brez odziva, lahko predvajate svojo izprijeno reklamo brez tveganja povračilnih ukrepov. To naredi tarčo še bolj privlačno za naslednjo serijo napadov. Vem, da Evropa gleda na iransko operacijo kot na vojno, ki ni njihova. To je razumljivo, saj evropske države niso začele te vojne, Združene države pa jih skoraj niso posvetovale v pripravljalni fazi. Toda nadaljevanje napadov iz Irana kljub temu bo na takšen ali drugačen način naredilo to vojno tudi evropsko. Drugič, to so oboroženi napadi na območju Severnega Atlantika. Nekdo bi lahko prej ali slej sprožil vprašanje o 5. členu, kar se zdi kot popolna češnja na vrhu torte tega kaosa zabavne nedelje letošnje politike NATO. Če se vrnemo v Združene države, so bile stvari doslej razmeroma mirne. Ključne besede tukaj so doslej, saj militantne skupine niso vedno pripravljene napasti čez noč, še posebej, če morajo vzpostaviti operacije na nasprotni strani Atlantika. Diskreten opomnik, da so Združene države nekatere posameznike na Bližnjem vzhodu radikalizirale z vzpostavitvijo baz med zalivsko vojno, vendar je trajalo 10 let, da so Združene države to resnično opazile, tudi če je bila ta skupina medtem že dejavna. Drugače povedano, ne bodite preveč sproščeni, ker je minil več kot mesec dni brez resnega incidenta. Kljub temu obstaja veliko kratkoročnih ranljivosti, zaradi katerih morajo biti Združene države zaskrbljene. Iran je svetu v bistvu dal načrt za to, ko je nekajkrat napadel ameriško veleposlaništvo v Iraku. Najbolj opazen je bil ta incident, ko je dron krožil nad krajem dovolj dolgo, da je vsem na internetu omogočil odličen ogled kompleksa. Imejte v mislih, da naj bi bil Irak bolj utrjen kot večina krajev, zato če je to mogoče tam, je mogoče skoraj povsod. Podrobno smo že razpravljali o vseh varnostnih tveganjih tik čez mejo z Mehiko, zato o teh ne bom ponovno govoril. Vendar bi se morali vsaj zavedati možnosti, da iranska vlada preživi to vojno in začne obnavljati svoje zaloge. Vprašamo se lahko, ali bi mehiški kartel morda dejavno sodeloval z Iranom, če bi se to finančno izplačalo. Poleg teh preprostih dejstev je tukaj še bolj zapletena zgodba o notranji politiki, ki jo je vredno raziskati.
Mesec in pol je bila uprava za varnost v prometu odrezana od zveznega financiranja. To je bila strategija demokratskih članov kongresa, da bi poskušali omejiti ICE pri ohromitvi običajnega družbenega življenja v številnih velikih ameriških mestih. ICE spada pod Ministrstvo za domovinsko varnost, zato so demokrati sprožili delno zaprtje vlade samo za to ministrstvo. Posledice so bile zanimive. TSA agenti, ki so prav tako pod Ministrstvom za domovinsko varnost, niso prejeli več plač. Na to so začeli klicati v službo, da jih ne bo, kar je povzročilo ogromne vrste na letališčih. Hej, vsi imamo radi vrste, ampak ne takšne vrste. Medtem pa je ICE deloval povsem normalno. Morda so tudi oni pod nedofinanciranim Ministrstvom za domovinsko varnost, vendar jih je prejšnji proračunski zakon financiral za dogledno prihodnost. To je ustvarilo nenavadno situacijo, kjer je Trumpova administracija dodelila ICE agente za pomoč pri varnosti na letališčih, kar pa ni imelo velikega praktičnega učinka, saj za ta dela niso usposobljeni. Da bo jasno, tako delujejo zaprtja vlade. Manjšinska stranka si za tarčo izbere nekaj ali vse, kar sploh ni povezano z dejansko tarčo, da bi prisilila k ukrepanju glede določenega vprašanja. Tukaj gre za uvedbo novih omejitev za agente ICE. Toda ta strategija je predstavljala jasno politično tveganje. Trenutno se zdi, da so demokrati v odličnem položaju za velike uspehe na vmesnih volitvah, ki bodo novembra. Ena redkih stvari, ki bi to lahko spremenila, bi bil napad na letalsko industrijo. Politični oglasi se pišejo sami od sebe. Demokrati nočejo financirati TSA, zdaj pa je mrtvih 100 ljudi. Zdaj razumem, da se vi osebno morda ne počutite tako. Poleg tega pa boste morda na koncu Trumpa okrivili, da je ustvaril pogoje za tak napad. Ampak ta oglas ni namenjen vam. Namenjen je neodvisnim volivcem, ki običajno volijo republikance in jih skrbijo prav takšne zadeve. In bo učinkovit. Agente TSA so 30. marca ponovno začeli prejemati plačilo kot del izvršnega ukaza Donalda Trumpa, s katerim se bodo sodišča kmalu morala ukvarjati. Vendar to ostaja tema razprave v kongresu in nisem prepričan, da so kongresni demokrati tukaj v celoti doumeli tveganje. Nazadnje bi morali na kratko razmisliti tudi o iranskih lastnih motivih za spodbujanje napadov na ameriška tla v tem trenutku. V zadnjem tednu se je kot rdeča nit pojavljala tema, da se ta vojna skoraj izključno bije v denarnicah Američanov in ne na bojišču. Teheran si ne želi nič drugega kot zvišati cene na bencinskih štrpalkah, v upanju, da bodo Američani prisilili Trumpa, da se umakne iz Irana. Zato je tu nuklearna možnost zaprtja Hormuške ožine in vse zabavne posledice, ki so s tem povezane. Trenutno bi to strategijo opisal kot takšno, ki deluje, z opombo, da deluje, ni isto kot da je že uspela, in da je še dolga pot, preden se prvo spremeni v drugo. Pa pustimo ob strani, da bo vmes odvrženih še veliko več bomb in da bomo morda morali dobiti še enega novega vrhovnega voditelja, če sploh predpostavljamo, da je trenutni še živ. Moj proračun za risanje človečkov iz paličic je tukaj že precej nizek, zato upam, da se bo to končalo prej kot slej. Bistvo je, če tvoja strategija kaže v pravo smer, je slaba ideja, da začneš nepremišljeno tvegati. Uporaba taktike z visoko varianco je pametnejša, ko je manj tveganja za izgubo. Zato Iran morda trenutno ne želi spodbujati takšnih napadov. Za Donalda Trumpa se še ni pojavil učinek združevanja okoli zastave. Kot sem že namignil, si lahko predstavljate tudi, da učinek združevanja okoli zastave ne bi nastal, tudi če bi bila napadena ozemlje Združenih držav. Toda vse skupaj bi se lahko spektakularno izjelovilo, če je to pričakovanje napačno. In potek iranske vojne nakazuje, da bi bila za Iran boljša, bolj konzervativna pot. Torej, kaj so naše ključne ugotovitve za danes? Huti želijo ostati pomembni, vendar ne morejo storiti veliko več. Evropa je morda edini kraj, kjer Iran ali njegove posredniške skupine poskušajo pridobiti vpliv. Združene države imajo nekaj ranljivosti, vendar se Iran igra z ognjem, če poskuša katero od njih izkoristiti. Tukaj na glavnem kanalu je zdaj mirno, vendar skočite na Lines on Maps Extra, če želite slišati mojo nekoliko bolj noro različico, ko razpravljam o vojnih načrtih. Če vam je bil današnji video všeč, ga prosim všečkajte, delite in se naročite na kanal, pa se vidimo naslednjič. Pazite nase.